tudi influencerji se mi malo smilijo zaradi tega, ker poglej ženske, ona je stara za 20 let, je influencerca do 30. leta. Kaj pa se bo zgodilo pri 40. letu ali pa pri 50. kot je tudi plastične operacije več ne bojo pomagale. Ona bo v teh 20 letih izoblikala svojo samopodobo glede na njen profil na Instagramu. Živan že, ti si tekmoval ene najtežjih dirk, bi lahko rekel na svetu, teko si po puščavi, to so špartanske tekme, kaj sploh je to? Špartanske tekme so v bistvu tekma, ki združuje neko vzdržljivostno preizkušnjo, predvsem iz vidika teka, ne, pa bolj vaje za moč tudi dodaja, ne vem, neka nošenja, plezanja, plazenja, tudi včasih se plava vmesno predvsem v kakih blatnih kopelih ponavadi, pač se prav potrudi, da je dosti blatno, da je težje, pa pleza se po vrveh in pol to združuješ z disciplino teka. Imaš pa različne discipline pač. Prav tako, da bi združil v bistvu več športov med sabo, kot nek triatlon, plezanje pa druge discipline. Ja, dejansko, ja. Pač v bistvu je predvsem bazira na teku in pol je na določeno kilometrino, zdaj to ni določeno, ni na vsake 500 metrov, ampak je, ne vem, čez 2 kilometra imaš prvo oviro, čez 500 metrov imaš naslednjo oviro. In pol se število ovir se razlikuje glede na katero tekmo greš, ker imaš več različnih disciplin špartanca. Kakšne pa so to različne discipline špartanca? Najkrajša je 5 kilometrov, pa ponavadi je tako, da zdaj, če je 5 kilometrov je kao šprint, ampak nikoli ni 5 kilometrov, je vedno tam okoli 7-8. Se pravi, vsaka dolžina, ko jo bom zdaj rekel, je malo daljša v resnici. Imamo 5, imamo 10, imamo 21, imamo 60, imamo 24 ur, pa imamo 48 ur, pa agoge. Zdaj, agoge je pa v bistvu, načeloma ni določeno, bolj se dela na kroge, se pravi, imaš neko traso, ko je 8 km in moraš narediti 50 krogov. In kdor prvi naredi, je to. In kjer je bila najtežja tekma, kjer si ti šel, se udeležil? Meni osebno je bila najtežja v Abu Dhabiju, ko je bilo svetovno prvenstvo v puščavi, ko je bila isto 21, pač kao bist je to proga, ampak je bila 25 ali 27 km po puščavi. Štartali smo ob 3, se pravi na približno 40 stopinj, 36. Ne, 3 popoldne. Ker je kao ob 3 popoldne se začne sonce spuščati. In pol je trajalo, jaz sem delal 4 ure, pa skoraj 5 ur, 4 ure 50 je bilo vse skupaj za mojo. In tekal si dejansko po puščavi, po spinah? Ja, dejansko je bil, cel tek je bil po puščavi. Prvo sem se veselil, ko sem mislil, ok, mogoče pa kaka na unem mal tršem pesku, a ne, ko je tak kamenje pa to, ker pač se ti ne odera, ampak ni bilo. To je bilo dejansko vsak korak, ko si ga naredil, si šel pol koraka nazaj. Predvidevam pa, da tam ni bilo plavanja. Ne, tam bi si pa želel, da bi bilo plavanje, pa ni bilo. Kako pa se je sploh začela tvoja športna pot, ker že od majhnega vem, da te je spremljal šport? Ja, v bistvu sem začel že imel sem ful srečo, da je mama poznala trenerja za rokomet in sem lahko začel 1 leto pred ostalimi, ko je kao, ne vem, 6-7 letih. Jaz sem začel pri 5 letih že z rokometom in z judom. Teda sem pol v bistvu 3 leta treniral judo, pa 11 let rokomet, to ne vem, to je bilo od mojega 5. leta pa do konca gimnazije, se pravi do 16. 17. leta, je bil samo rokomet. Pol sem začel tudi vmes še mešane borilne veščine. Mešane borilne veščine so me ful veselile, spet zato, ko je bolj kompleksen šport, ne? Vse moraš razvijati, moč, vzdržljivost. 3 leta mešanih borilnih veščin, ene par zmag na srečo, in pol, ko sem pa prišel v Ljubljano na faks, se pravi, ne vem, kdaj je bilo to, 2014 se mi zdi, je pa prišel v igro ameriški nogomet. Ameriški nogomet je bil pol spet 3 do 4 leta, zdaj pa sam še špartanc. Se pravi, ameriški nogomet sem do 2017, 2018 in od takrat naprej zdaj sam špartanc. Kako pa to, da si se prestavil iz nekih zelo ekipnih, kompleksnih športov, kako bi lahko rekel, bolj take simple, individualne športe? V bistvu me je zanimalo vedno samo to, da je gibanje kompleksno. Pač, da ni bilo, ne vem, dober primer atletika. Si šprinter na 400 metrov, delaš samo za šprint. Si vzdržljivc, delaš samo volumen za vzdržljivost. Mene je zanimal tak šport, kjer moraš razvijati kognitivne sposobnosti, mobility, biomehaniko, moč, hitrost in to so vsi taki. Rokomet je tak, sicer je res, da je ekipni, ja. Mogoče me celo bolj individualni športi so mi malo bolj všeč zaradi tega, ker sam na sebe se lahko zaneseš, pa veš, da če kaj zasereš, si ti sam kriv, nimaš zdaj onga pritiska od ekipe, pa to. Mogoče zaradi tega. Spravi, da ne moreš prelagati odgovornosti na druge, ampak tako, ti prevzameš krivdo 100%. Ja. Okay. Plus pritiska ni iz druge smeri tudi. Pol si v bistvu šel na faks, na DIF in pol si tam se začel izobraževati za osebnega trenerja, ali je bilo to že prej?
Ne, v bistvu dejansko na faksu. Jaz sem pred tem, da sem šel na div, sem hotel biti biolog, nekaj v zvezi s plazivci in pa me je pa začelo, ne vem zakaj sploh zanimati ful trenerska smer pa sploh optimizacija človeškega potenciala. Prvo iz vidika treninga, zato sem šel tudi na div. Sem diplomiral iz športnega trenerstva, potem me je pa začela še prehrana, ful zanimati pa vse. In naredil si tudi ogromno nekih drugih licenc za plavanje, za tiste trakove, ki jih daješ na... Kinesiotaping. Kako to, mislim, poleg tega si imaš še ogromno nekih drugih licenc, kako to, da si vse te stvari se specializiral? Spet ista fora, pač, če pogledaš, če hočeš optimizirati človeški potencial iz kjerkoli vidika, če hočeš biti bolj močen, moraš delati tudi na regeneraciji, moraš delati tudi na prehrani in ne vem, ena izmed regeneracijskih tehnik je kinesiotaping. Pol sem naredil za masaže. Masaža je itak ena izmed tehnik. Pol je prehrana. Plavanje je samo ena modaliteta treninga, kjer lahko izboljšaš svoj potencial v eno drugo smer. Sam zaradi tega. Odkje pa ta želja, pa energija, pa volja, da si se pač odločil vse to delati? V bistvu izhaja čist bolj iz take sebične želje, da bi jaz dosegel svoj potencial, a ne moje telo. Spoštujem svoje telo, hočem, da dosežem moj potencial in pol snil, da z znanjem, ko sem ga dobil, lahko tudi načeloma ljudem pomagam, kar pa mi je itak tudi pač fajn ljudem pomagati, a ne, če želijo. In zato pa pol pač moraš vse združiti. Pa. Mi je zanimivo, da si tako res širok spekter vsega in teh tečajev in športov si ogromno zamenjal in deluješ na zelo različnih področjih. Zakaj misliš, da imaš toliko raznoliko to, da hočeš čim širšo sliko imeti? Že od začetka, to pa že od malega, kakor se spomnim, pač, da sem začel to smer razmišljati, to je bilo že v osnovni šoli. Se mi je zdelo, da je boljš biti, da si nek generalist, ne da si specialist. Ne? Se pravi, pokrijem večino svojih stvari, ko me zanimajo, na 80%. Če pa rabim specialista, isto je primer za trening. Če imam jaz eno stranko, bom pokril 80% njenih želj, ko jih ima. Če bom pa rabil specialista, bom ga pa specialistu poslal. Sam še vsem lahko pa iz vidika potenciala lahko jaz pokrijem večinsko sliko pri vsaki zadevi. In zdaj si v bistvu tvoja glavna dejavnost je osebno trenerstvo v tem trenutku? Ja, dejansko ja, osebno trenerstvo s prehransko svetovanje. Delaš pa v bistvu tako, si zelo, zelo strokovnjak na svojem področju in delaš z vrhunskimi športniki večinoma. Tudi. Delam dejansko z, ne vem, najbolj vrhunsko, kar bi lahko rekel, je bila olimpijska plavalna reprezentanca za Tokio, sem pač pisal prehrano, naprimer. Delam pa tudi z čist začetniki, ko pridejo prvič trenirati, ali pa z ljudmi imam ljudi po ko je kap trofla, pride jih meni na treninga, ne, teda čist vse zadanem. Razen neke ful posebne rehabilitacije, pa rajš pošljem, mogoče kakmo specialisto, če je kaj takega. Se pravi, spet lahko rečemo, da si generalno za vse. Ja, pokrijem, ja. Kako pa sploh obsega tvoj tega? Kako kombiniraš svoje treninge, tekme in ostale aktivnosti, ki jih imaš? Najbolj pomembno je, to imam ful srečo, da sem discipliniran, da se določenih stebrov v svojem lifeu držim. Zdaj, en steber bojo vsekakor treningi. Pač jaz svoj plan, kako imam ljudi, pa urnik pa vse oblikujem okoli spalnega cikla pa okoli treningu. Se pravi, kdaj se zbudim, kdaj grem spat, pa kdaj treniram. Drugo pol prilagajam, ampak eni stebri pač morajo biti. Teda dejansko se pol na tak način prilagajam, da te stebre upoštevam skozi. Omenil si spalni cikel, preden smo začeli kamere teči, sva se pogovarjali o tem, da imaš zelo tak neobičajen spalni cikel, mogoče za mnoge. Kakšen je, no, da ga ne bom jaz razkril? V bistvu je tam med 9 pa 10 grem spat, pa ob 5:10 ostajam in to je pol skozi. Pač vedno je isto. Mogoče se za pol ure lahko prestavi čas spanja in čas ostajanja, ampak drugače se držim tega okvira. In od tega okvira ne odstopam. Ok, je kak dan, ali ima kdo rojsten dan, ali smo kje v kakšni drugi državi, to ne moreš nadzorovati. Ampak drugače pa 80% lifea med dopusti, po zimi, skozi isti cikl spanja. Ker zanimivo je ponavljati osebni trenerji, vsi poudarjate pomembnost, koliko je spanec pomembna, regeneracija in vse med tem, ko oni spijo 5-6 ur, hodijo polnoči spat, po 5 večinoma ostajate. Ne? Ti si eden redkih, ki hodi toliko prej. Da imam dosti, ja. Da imaš dejansko regeneracijo, ker oni pa pol v bistvu, ko bi rekel, prinašajo noter ali za vikende, ali pa teh neki obliki power napov. To mislijo. Tako, no, a je to dejansko, to drži powernapping? Powernapping dejansko bolj drži, kot pa prenašanje za vikend. Dejansko spanca ne moreš prenesti nazaj izgubljenega. Pač spanc, to je v bistvu, to govorim že po moje 10 let, spanc ni banka. Spanca zamujenega se ne da nazaj prenesti. Dejansko je
ti lahko v enem dnevu, se pravi, en dan spiš 1 uro manj kot ponavadi, boš drug dan inzulinsko manj občutljiv za 30% že lahko. V bistvu si prediabetik skoraj drug dan, če en dan spiš slabo. In če boš pol drug dan spal 2 uri več, dejansko ne boš nič popravil, lahko da zadeve še poslabšaš, ker si tvoj regularen cikl zategnil za 2 uri in pol spet telo ne ve čist kabi. Tako da spanca se ne moreš ga prenesti. Kao, če si recimo pijan prejšnji dan, pa greš pol, pa spiš nekvalitetno 5 ur, kako pa to vpliva pol na... Dejansko, če bi mogel reči, bi rekel, da če si pijan, greš spat in če se boš zbudil v istem času, ko se ponavadi zbudiš, pa boš naslednji dan pol šel v istem urniku približno spat nazaj, boš več naredil, ko pa če isti dan potegneš spanc. Te dan, ko si pač priš domov pijan. Kaj pa, če greš pol popoldne še spat? To je druga. Dokler da popoldanski spanc ne bo vplival na večerni spanc, se pravi, da se pol zbujaš ali pa da ne moreš zaspat, je ok. To je napping gre, ampak zdaj se moraš edino nekih okvirov se moraš držati. 20 minut, 45 minut ali pa 90 minut. Aha, v bistvu, da dobiš en ta cikl. Ja, tako, en cikl je 90 minut, power nap za 20 minut je v bistvu tak, da te samo resetira, 45 minut je pa nekaj vmes, tistega načeloma največ ljudi dela. Če pa delaš glih nekaj vmes med tem, te pa v bistvu bolj uspava, ker se v delu cikla zbudiš, ko ni najbolj optimalen za delo naprej. Koliko pa obsegajo tvoje treninge? Je lahko preveč športa škodljivo? Tu dam vedno, mislim, moji treningi so zdaj tak, jaz na tedenski ravni si določene parametre vodim, zato da tudi sam vidim prvo iz vidika napredka, pa drugo, da zdaj ne en teden odstopa, da nimam en teden 8 ur treninga, naslednji teden pa 12 ur, ker pol pač nekaj v trenažnem procesu ne bi štimalo. Skozi se držim nekih določenih ur, to je itak individualno za sebe, zato mislim za vsakega, teda to ne bom zdaj preveč govoril. Za preveč športa dam pa vedno dva ekstrema za primer. En ekstrem je vzdržljivostni športniki, se pravi neki triatlonci ali pa ultramaratonci, ali pa čisto drugo skrajnost je pa powerlifteri, se pravi klasična čist razvoj moči. Vzdržljivostni športnik, na primer, če je vrhunski športnik ali športnica, lahko ima ne vem kakšne rezultate, je uspešno v športu, ampak ponavadi njihovo libido ali ga nimajo, ženske itak nimajo menstruacije, se pravi, boš nekaj žrtoval za športom. Na dolgi rok tudi vsi govorijo, ja, načeloma, če se ukvarjaš športom, boš zdrav cel life. Če bo preveč športa, če si vzdržljivostni športnik v 60. letu, ne boš več imel hrustanca, ker pač je hrustanc pod takim naporom cel life, a ne. Ampak to so zdaj ekstremi. Preveč športa je, če si poklicni športnik. Dokler da se pa mi ukvarjamo z unim 3 do 4 krat tedenskim, pa da poslušaš svoje občutke, kaj ti telo govori, pa načeloma na dolgi rok šport ne bo škodoval. Vsaj ne v tem primeru, ko je pač kakor zdaj izgleda celotna situacija. Ker recimo enega na Instagramu spremljam nekega ultramaratonca, ki laufa tudi po 24 ur v neke kroge in prelaufa več kot 350 kilometrov, tako z norim pejsom, da bo neko 5 minut kilometra, ali ne še manj, 4 pa še neki kilometr, 24 ur. Ne vem točno na pamet, ampak on je, ne vem, dal statistiko, da je povprečno na dan, ne vem, 35 km v 2:23 prelaufal. Vsak dan, da imaš 3 ure treninga vsak dan. Z takih, to pa kaj, genetika ali tok treninga, da lahko se regenerira. Ne, on je tudi verjetno, koliko je star, verjetno ni star tam okoli 50, mislim, max. Ja, nekaj tam, to se da vzdrževati, ne. Sam zdaj si pa predstavljati, ti, če gledaš iz vidika dolgo živosti, ne. Jaz ne gledam na dolgo živost, jaz bom pa živel do 110 let. Jaz bom živel do 110 let, pa bom takrat lahko naredil tudi preval, ali pa šel pač mogoče malo hiter pace v hrib ali pa nekaj. On bo zdaj, ne vem, 50. do 60. leta bo šel. Sam enostavno telesna naša struktura ni narejena za konstantne napore, konstantne stresa. Pač vedno moraš imeti aktivnost neko, pa pol regeneracijo, ki je dovolj dolga oziroma dovolj učinkovita, da to, kar si ti med treningom naredil, se pač popravi nazaj. Ker ti moraš popraviti, trening rabi imunski sistem, da lahko ti se adaptiraš. Kakšna pa je najboljša oblika tvoje regeneracije po tvojem? V bistvu je bolj protokol pomemben, pa konsistenca, kot pa oblika. Zdaj, če bi dal čist neke splošne informacije, bo timing hranjenja, timing treninga, da je, se pravi, če imaš ti ob torkih določen čas trening, da je vsak torek ob tistem času trening, oziroma v zelo podobnih časih, da se isto kot spanc, pol ure gr ali pa dol. To sta dve timing pa timing treninga plus spanc. Pač spanc vedno poudarjam zaradi tega, ker dejansko najbolj močno vpliva na adaptacije, plus velik ljudi nima zrihtanega spanca. Ampak to ne pomeni nujno dolžina. Ok, si se držiš one dolžine med 6 pa 9 ur, 9 je, naprimer, če je kaj več od 9 je načeloma že preveč, pod 6 pa itak je premal, ampak bolj je pomembna kvaliteta samih ciklov. Se pravi, en lahko spi 6 ur, pa bo imel bolj kvaliteten spanc, kot pa en, ko spi 8 ali pa 9.
Teda spanc pol bi dal jaz dejansko na prvo mesto. Kako bi rekel, koliko regeneracija more biti, oziroma koliko časa moraš ti počivati po treningu, ker imaš, mogoče bi lahko dan dva, recimo da je ekstrema, eni so unik, bi kar še trenirala, veš, pa greš jutri trening, pa se malo spočiješ, pa bi kar še zvečer imel trening, eni so polni, ok, sem naredil trening, zdaj pa lahko cel teden počivam. Ni dejansko določenega neke količine. Odvisno bo prvo od tipa treninga, pa kak davč se boš ti na testem treningu prepelo. Najbolj se orientirati po tem, da delaš 80-20 princip, se pravi 20% visoke intenzitete, pa 80% nizke intenzitete. Zdaj pa kaj pa to za tebe pomeni, a ne? Jaz si razdelim tako, da ne vem, samo 3 minute na teden od mojih 8 ur ali pa 10 ur treninga je puls pri max pulzu. 80% časa je puls v zeleni coni. Ono vmes je pa trening za moč pa one stvari. Se pravi, v bistvu bolj se moraš potem regulirati, ko pa po sami, ok, zdaj pa če narediš te trening, rabiš pa toliko pauze. Čisto odvisno je pa, ljudje imamo različne regenerativne kapacitete, različne lifestyle in je čist drugače. Kako bi pa razdelil recimo teden, oziroma koliko količinsko moraš kjerih vaj delati, je to kardio ali to vaj za moč, so to vaj za gibljivost, kako bi to razdelil, oziroma koliko je zdrava meja najboljše neko razmerje? Odvisno je zdaj, kaj ti je cilj. Zdaj, če ti rečemo, da je cilj nasploh samo zdravje na dolgi rok, pač dolgo živost, pa da si nekaj sposoben narediti. Pa bi šel tek, da greš... Spet bo, če si boš vzel 3 do 4 treninge tedensko, da delaš, pa da je trening dolg, ne vem, po 1 urco, se pravi, imamo 4 do 5 ur treninga na teden. Spet 80% od tega časa naj bo v coni 2. Se pravi, to je kardio naprava. Teka niti ne priporočam večini, zato ker večina od nas ne zna laufati tehnično, plus tek je nabijanje na tla in je tudi ekscentrična komponenta in je dejansko za mišice bolj stresno, ko pa ne vem, neka eliptična naprava, kjer ti samo pušaš skozi, nič ne moraš nazaj sile zadržati. Se pravi, nek airbike, kolo, eliptična naprava, kjerkoli, 80% časa, 20% pa visoka intenziteta za moč, še vse, moraš pa delati, delaš za moč, delaš za mišično maso, delaš za laktatno toleranco, se pravi, to je una pekoča bolečina, ko se ti zdi, da ti bo srce vrglo iz prsnega koša, in pa cona 2, kjer je pa pogornji tempo, tako da ti telesu pokažeš, da pač mora kisik prevzemati. Zdaj omenila sva tvoje treninge, tvoj spanec, kaj pa so še kakšne druge navade, ki bi zate rekel, jaz imam boljše navade od ostalih ljudi ali pa nekega povprečnega posameznika? Načeloma boljših pa slabših navad ni, ampak bo koliko se ti tistih svojih navad držiš. Ok, slabša navada je iti trikrat na teden ven pit, ko pa, ne vem, bolj spata, to je itak boljša, slabša navada. Ampak, da bi jaz rekel svoje navade, po moje, prvo, da imam disciplino, da se držim res iz tedna v teden že 23 let, se pravi svojega 5. leta, da naredim določeno število treningov. Jaz mislim, da sem imel v svojem lifeu, ne vem, če sem imel 1 teden čist fraj od treningov. Ampak to ne pomeni, da moraš skozi trenirati. To samo pomeni, da se moraš skozi gibati. Zdaj to je razlika, Gibanje ni isto kot trening. Moraš si kdaj vzeti pa cel teden samo, ne vem, mogoče na sprehode hoditi. Ampak ne vem, če sem imel 2 tedna fraj, pač nisem imel. Se pravi, prva stvar je, da si discipliniran v tem, kaj delaš. To bo najbolj izboljšalo navade. Pol pa najdeš neko navado, ki ti bo pomagala regulirati stres, zato da akutni stres, ki pač je, pa itak vedno bo, ne preraste v kroničnega. To so lahko različne navade, lahko se tudi o tem pogovarjamo, kjer navade so pa, kjer jaz uporabljam za svoje. Jaz imam navado, da v bistvu pred spanjem, ne čisto vsak dan, zato ko načeloma nisem ful anksiozen tip po naravi, ampak takrat, ko vidim, da imam misli ful še ob 9 zvečer, pred da grem spat, vzamem zvezek 5 do 10 stvari oziroma misli, ko se ti dogajajo v glavi, pa jih moraš, ne vem, jutri narediti, si daš na list papirja, napišeš, daš ven, si malo bolj miren, ker v bistvu je predispozicija je to, da ti si iz glave dal ven, na list papirja ne boš pozabil. Pustiš zraven tam, ko boš jutri prvič videl, ko boš vstal, prvo stvar in to je to in si miren in lahko greš dejansko zaspat. To je ena taka kronična stres regulacija je po moje najbolj pomemben. Pa cold plunge. Imam doma ne vem, če si videl kako sliko na Instagramu, imam prav kotel. Sod. Ja, sod za mrzlo vodo, pa zdaj po zimi je bilo pač tako, da sem mogel let razbita, ker imam itak zun na -15 imel jaz in je itak pač 3 cm leda. Razbijem, grem net, pa pač zdaj ena tehnika je 1 minutko, sam toliko, da se na stres navadiš. Ena tehnika je, da si neter 10 minut, pa se probaš čim bolj umiriti, to boš celo na druge adaptacije. Ena tehnika je pa dejansko za regulacijo regeneracije po treningu. To je še ena taka navada, ko jo imam pa skozi. Se pravi, to lahko nekako v slabši obliki primerjamo z mrzlim tušem? Mrzli tuš ima dejansko isti učinek, kot pa če si jo v sodo 1 minuto.
Samo z mrzlim tušem ne moreš zadeti unega učinka za regeneracijo, naprimer, ko ti zniža vnetja. Zakaj pa polje, mislim, zakaj je mrzla voda toliko koristna za telo? Zdaj, prva stvar, se pravi, da si ta kratka verzija, ko si noter 20 sekund do 1 minuto, je fora, da bo povzročila, tam v študijah se kaže, do 200% povprečno prerastek adrenalina, zaradi tega, ker je pa štelo postresoma, ne, what the fuck se dogaja. In pol temu posledično, zaradi nepovratne zanke se v telesu poviša dopamin. Dopamin je pa v bistvu molekula v telesu, ko te malte pomeri, pa te pusti dejansko pač, da si v trenutku. Molekula, da te pomeri pa, da si v trenutku. In to traja do 4 ure po testi hladni kopeli. Se pravi, to se lahko uporablja tudi kot ful dobro sredstvo za simptome za depresijo, pa za anksioznost, ker te malo pomeri. To je en način, ko se uporablja, naprimer, hladna kopel. Pomaž, drug način je tako sem rekel, dejansko je cepljenje proti stresu. Ti si v hladni kopeli za določen čas, rečemo od 3 minute pa do 10 minut je več kot dost, s tem, da probaš v tistem času se čim bolj pomeriti, pa si v bistvu si govoriš, da ta voda mogoče na tebe ne vpliva, da ni tek težko. To je pa dejansko ima tak učinek, da ti, ne vem, ko greš na šiht, pa ko se nekaj stresnega zgodi, boš imel stresni odziv, seveda, ampak bo to stresni odziv za 50% manjši, zato ker, če tako pogledaš, kaj je lahko hujšega, ko fucking čepet v ledeni vodi zjutraj za 10 minuta, ne. In lahko na tak način kroničen stres nadzoruješ, pol na dolgi rok, kar je pa eden izmed največjih trnov v peti zdaj trenutno za večino ljudi. Pol je pa še zadnja stvar je pa za regeneracijo. Je pa, naprimer, če imaš, da si nek športnik, to se uporablja najbolj za medsezono. Tam, kjer ti ne iščeš adaptacije, ampak iščeš čim hitrejšo regeneracijo za drugo tekmo. Se pravi, tam pa uporabljaš lahko 3 do 5 minut mrzle kopeli, ali pa tudi tuša včasih, če je dosti mrzlo, in ti dejansko zniža vnetja toliko, da imaš hitrejšo regeneracijo. Kje pa najdeš motivacijo za to, da greš tudi ta sod, ali pa da imaš treninge res striktno vsak teden? Po moje pač iz mene izhaja iz tega, da pač res hočem. Po eni strani se mi zdi, da telo, ko smo zdaj mi dobili, pač ali stisnemo cel potencial iz njega, ko ga lahko, s tem, da še spoštujemo svoje telesa, ali pa pač ga pustimo, da je couch potato, In meni se zdi, da ni pošteno do telesa. Na tak način jaz to gledam, da ni pošteno do telesa, da ne bi izkoristil njegovega potenciala. Kar zdaj to za kogarkoli pač pomeni. Za enega pomeni intelektualni potencial, za enega karkoli druga. In to v bistvu je moja motivacija. Pač, ker moraš ne morete sam disciplina prepeljati skozi, Motivacija bo ustvarjala disciplino in motivacijo si boš ti naredil z nekimi cilji. Zdaj, jaz, naprimer, pri špartancu nimam posebnega cilja za doseči. Je pa cilj med vsakim špartanskim tekom oziroma med vsako tekmo, da dam vse od sebe, kar lahko na testi tekmi dam. In zdaj, kaj to pomeni, na drugo jaz ne morem vplivati. Jaz lahko vplivam samo na sebe. Spravi, doskrat se mi zdi, da je tako, da ne boš naredil, da je neka stvar težko narediti, recimo težko iti pod mrzlo tuš, ampak pol, če recimo ne greš, ti je žal, da nisi šel. Ja. Potem, če pa greš, si pa tako, nekaj sem naredil zase, všeč mi je, čeprav je bilo out of comfort zone. Zdi se mi, da misliš, da ljudje izkoriščajo poln potencial svojih teles. Tudi, če pogledam, tudi športniki, naprimer, pa ljudje, ko hodijo na trening, se mi zdi, da, kakor jaz vidim ljudi, pa kak se politak z njimi pogovarjam, se imam stika, se delam z ljudmi, ne trenirajo zaradi pravih razlogov, ali kako bi to rekel. Pač veliko ljudi ne trenira zaradi tega, ker on hoče biti boljši, ampak veliko ljudi trenira zaradi tega, ker on hoče izpasti lepši ali pa boljši v očeh drugih ljudi. Redko kdo za sebe trenira. Tisti, ko trenirajo za sebe, načeloma iščejo svoj potencial. Sam jaz bi rekel, da je to mogoče 20-30% ljudi, ko jih jaz pač imam stik z njimi ali pa ko jih vidim. Se mi zdi, da je zančajno menil, da zdaj ljudje ne hodijo v fitness, da bi bili dejansko zdravi, ampak je prvi razlog, da bojo lepo izgledali. Zdaj pa spet, kaj je to, da lepo izgledaš? To je taka subjektivna stvar. Ti lahko imaš najlepše postave, ti si lahko Mr. Olimpija, pa boš polovici svetovne populacije ne všeč, zato ker si ali preveč mišičast ali karkoli. Teda, če izhajaš iz sebe, jaz hočem biti lep za sebe, to je spet druga. Čist subjektivna stvar. Ljudje se ful na te subjektivne stvari osredotočajo preveč. Ja, ali pa velikih ima idealno postavo, ki jih so socialna omrežja pač narekujejo nek ritem, neke trende, kako moraš ti izgledati. Čeprav vemo, da socialna omrežja so veliko Photoshopa, make-upa in drugih stvari. Ja, spet, po moje je, ne vem, neka kultura se je glih včeraj, ko se je Meta sesedel, sem videl pol, pač. Ljudje so dejansko bili obupani zaradi tega, ker niso mogli iti na Instagram ali pa na Facebook svojih influencerjev spremljati. To je, ne vem, po moje je fora, da iščejo neko potrditev v tem, ko, ne vem, influencer mi bo dal zdaj en trening in test njegov trening je najboljši zaradi tega, ker le kako on zgleda.
spet, po moje je fora to, da ne sledijo nekim svojim željam, oziroma sploh ne vejo, kaj so njihove želje. Sploh ne ve, kaj si on želi in zaradi tega, ker nima nekih ciljev, nekih želj, se pol glede na druge ljudi pač regulira, in potem si najde nekaj dal, ok, jaz bom pač tako zgledal kot on in bom delal njegove treninge, jaz bom tako jedel kot ona je in bom pač pol tak kot ona, a v bistvu tako si rekel, ona lahko da sploh ne zgleda tako, ampak ima s Photoshopa na vse. Vse tudi influencerji se mi smilijo. Mislim, če pogledamo, kaj je sploh definicija, kako so se nastale. Ne? To so bili v bistvu ljudje, ki so se med prvimi izpostavljali na socialnih omrežjih, pokazali, kako njihov live zgleda. In potem so jih ljudje začeli slediti, ker so jim bili všeč. Potem so pa, se pravi, podjetja videla potencial, ko so jih ljudje sprašvali, kako vi živite, kaj vi uporabljate. Seveda podjetja lepo noter svoje produkte da, promovirate, ampak zdaj se je ta stvar, se mi zdi, toliko razpasla, da kar vsa podjetja demo vse pušali, da oni bojo vse to za nas prodajali, ne? Kar je na kratki rok super, na dolgi rok pa vse poničujejo, se mi zdi ime, plus nekaterim drugim, če vsak dan s drugim brandom delajo. Reklamni pa so zdaj postali influencerji. Pa tudi, tako sem rekel, tudi influencerji se mi malo smilijo zaradi tega, ker poglej ženske. Ona je stara zdaj 20 let, je influencerca do 30. leta. Kaj pa se bo zgodilo pri 40. letu ali pa pri 50. kot je tudi plastične operacije več ne bojo pomagale. Ona bo v teh 20 letih izoblikala svojo samopodobo glede na njen profil na Instagramu. A veš, vsi to se zdaj že dogaja, tudi študije se že v to smer nagibajo, ko pač pregledajo. Kaže se, da posameznice pa posamezniki dejansko zaradi tega, ker ne zgledajo tako, kot so zgledali pred 10 leti na Instagramu, zapadajo v depresijo, zato ker pač so njen life temelji okoli tega, kar je ono na Instagramu. Teda že influencerji v prvi vrsti niso zvesti sami do sebe. Kaj šele, da bi bili pač oni ljudje, ko jih spremljajo, a ne? Plus ne razmišljajo. Da ne bo tako kritično do vseh, seveda obstajajo tudi taki, ki so zelo v redu. Itak. Sam tega ne bi pojmenoval, če gremo zdaj definicijo influencerstva, a ne? Kaj bi to v bistvu sploh bilo, ker drugače eni ljudje so, hvala Bogu, da so, ker če tistih ljudi naprimer ne bi bilo na socialnih omrežjih, bi lahko se še več škode naredilo, ne? Da jih vsaj določen del populacije spremlja, pa delijo ful dobre informacije. Sam, če nisi reklamni, pa načeloma te ne spremlja toliko ljudi in to je škoda, ne? Ker se mi zdi, da tiska res neki dober dela, če si res v financah uspešno ali pa kje druge, če ti nimaš časa za socialno mrežo, ker res moraš veliko časa noter posvetiti. Če ti nimaš neke agencije za sabo ali pa nekoga, ki ti bo to vodil namesto tebe, pa skrbel za tvoj PR, public image, da pač ne boš mogel biti uspešen na nekem področju, ker boš mogel vlagati toliko v drugo stvar. In ti razni vplivneži, ki se izdajajo, pa pač govorijo, da so neki eksperti, pa vlagajo več kot polovico časa v socialno mrežo, pomeni, da so dobri v socialnih omrežjih, pa dobro reklamo si delajo. A ne, niso pa na tem, kar sebe prodajajo pod tem imenom. Tako da, kje pa bi dejansko na področju zdravega življenja najdel dejansko relevantne informacije, kaj bi nekomu rekel, ki pride do tebe, reče, jaz bi pa rad nekaj se naučil, o prehrani, o treningih, kje bi jaz dobil legit stvar? To imam, po moje, že pol leta skozi bolj ko ne o tem razmišljam, zaradi tega, ker dejansko ni nekega ful dobrega odgovora, ker je spet malo odvisno iz kje prihajaš, a ne, glih včeraj sem imel enega trenerja, ko me je spraševal, kje bi on pač poglobil zdaj svoje znanje, ko ima določeno, a ne, pa sem rekel, jaz njemu zaupam. Njemu idi. Na tak način lahko, a ne, da bi pa jaz zdaj ljudem dal nek univerzalen cheat sheet, kak rešiti, kak reducirati informacije na realne pa nerealne, pa mogoče iz vidika influencerstva, to mislim, da smo se na zadnje menila, ko sem bil tu, je prvo poglej, na kak način pač človek postopa. A ne. Zdaj, če ločuje stvari na črne pa bele, da je samo ena stvar ali pa samo druga stvar, pa nobene sivine, tudi je že lahko prva rdeča zastavica, nekaj ne štima, zato ker to nikjer ne obstaja, še posebej pa ne v prehrani, pa ko je tako individualna stvar. Se pravi, če ločuješ na črno pa belo, pol se malo vpraši, ok, mogoče to človek ni čist legit, kar govori. Druga stvar, ko je, če se človek prikazuje na svojem socialnem omrežju, kot da on res ve za tisto določeno stvar, da je resnična oziroma da ni resnična. Tudi tega ne more vedeti, zaradi tega, ker v prehrani pa v treningu je toliko individualnih stvari, na vsak mesec pride nova raziskava ven, ko lahko uvrže določene zadeve izpred 10 let, ko so bile izpostavljene. Teda to je mogoče druga zastavica. Pa tretja zastavica bi bila, če vidiš, da človek več časa posveča temu, da sebe povzdigne nad drugim, oziroma nad nekim kontraargumentom, pol veš, da dejansko se ne osredotoča na kontraargument, a ne, ampak hoče v bistvu pokazati, kako on nekaj ve. To so mogoče 3 take, ko bi se lahko ljudje ozirali potem, ker ni nekega univerzalnega, po moje. Pravi, jaz sem se s z vami pogovarjal, vidim, kako vsak pač malo drugačno razmišlja svoje smeri, ampak v generali
pa vsi imate neke rdeče niti, oziroma lahko nekaj spored in se potegneš. Ne? Pa se mi pa zdi, da moraš v bistvu tisto področje, ki te zanima, jih moraš več spremljati in videti in moraš seveda vsakega kritično obravnavati. Ne? To si dobro rekel, ja. Pač kontra, vedno poglej kontra. Če ti jaz nekaj rečem, pa ti manj zaupaš, poglej enega, kot čist kontra od mene trdi, pa poglej, kakšne argumente ima in vidiš, pač vse ti bo malo potegnalo, kjer mogoče malo na boljši način govori. To sem še pozabil reči, to je ena taka stvar. Mogoče, ker sem imel na podcastu in nekoga, ki je bil bodybuilder, pa bo začel razlagati, ok, te prehranske dodatke vzemi, on seveda svojega vidika razlaga, če ti je všeč bodybuilding, seveda boš mu verjetno njega poslušal, kot pa recimo enega crossfitterja, ki bo razlagal, ti moraš veliko jesti, da boš tvoje telo zraslo, da bo bolj funkcionalno in boš na ta način lahko izgubil na telesni masi. Sta dva čisto različna pristopa, ki jih uberete, ampak se mi zdi, noben ni napačen, ker če te ena stvar zanima ali druga, oboje bo tako v redu. In isto se mi zdi, da moraš se osredotočiti v to stvar, ki te zanima. Če hočeš biti funkcionalen, pa v crossfit, če hočeš biti izklesan, iti na tekme za bodybuilding, pokazati se na plaži, boš v to smer. Kje pa ti v bistvu najdeš svoje, oziroma kako ti svojim strankam predpisuješ, na podlagi česa jim ti svetuješ, kar je njihov cilj, ali kar ti misliš, oziroma s kakšnim ciljem jim ti pišeš jedilnike ali pa treninge? Načeloma je tako, da pri vsakem varovancu do zdaj, ko je prišel, oziroma še posebej zdaj, ko se na tak način, ko delam, je, da on pride za trening, na začetku jaz bi pa rad imel osebno trenerstvo. Ok, imaš ti osebno trenerstvo, ampak jaz skozi treninge vidim, ko itak se pogovarjaš med treningom, a ne vse, vidiš, ok, mogoče bi lahko pri prehrani kaj spremenila, pa mu jaz pač med treningom svetujem glede prehrane, mu svetujem glede spanca, mu svetujem glede... Vse bo pa, tako si rekel, glede na njihov cilj. Zdaj, če on pride k meni, nikoli ni nič treniral, jaz bi pa zdaj maraton prelaufal. Ok, bomo se osredotočili s treningom na maraton, da boš ti lahko maraton prelaufal čez pol leta, ampak še vsem ti bom pri prehrani svetoval, kaj narediti, da boš lahko prišel do tja. Pri spancu bomo pogledali, kaj lahko naredimo, da boš ti optimalno se adaptiral na te treninge, ko jih imamo. Pa plus človek misli, da zdaj bo prišel, ok, jaz sem prišel za maraton, ok, zdaj bomo pa sam laufali 10 treningov. Ja ne boš, ti boš mogel prvo narediti, ko jaz vidim, kaj te zadržuje pri tem, da boš lahko ti šel na maraton in mogoče na prve 10 treningov niti enega koraka ne naredi na treadmillu, in delamo, ne vem, za mobility. Teda, v bistvu, upoštevam njegove cilje, ampak na tak način, ko jaz vem, da bo on najlažje prišel do tistih ciljev, pa najbolj optimalno za njegovo telo. Pa mu poveš tako, kaj je, kako bi rekel, da doskrat je lepa laž boljša kot kruta resnica in poveš tako, kaj je po resnici ali malo lepšaš stvari? Čisto odvisno. Na srečo je tako, da dokaj hiter, če imam tek stranko, da se res za človeko da se pogovarjaš, a ne pa to, da je stranka, da nisem prek mailov, pa to hitre preberem ljudi, vsaj do neke mere. In pol vidim, na kak način do določenega človeka postopati. Do enega bom postopil direktno, zaradi tega, ker je tak človek, da rad čuje direktno in bo pol dejansko naredil. Do drugega bom spet mogoče malo bolj ga v vatico zavil, pa mu bom na nek mal naokol povedal, ampak je pa vedno tek, že na začetku jim povem, bolj kot te spoštujem, bolj direktno ti bom stvar povedal. Se pravi, če si moja familija, boš zvedel od mene tako je. Tudi, če ti ne bo všeč, boš zvedel, povej mi, da ti ni všeč, pa naslednjič ne bom, ampak prvo ti bom pa povedal direkt. Teda je mal odvisno, ker včasih je tudi tak človek prišel k meni, ko bi mu mogoče prvič nekaj malo bolj direktno rekel, pa mogoče ne bi več moja stranka, pa bi več kode mu naredil, ko pa koristi. Glede na pol ne bi več treniral, če bi šel stran od mene. Teda, čisto odvisno. Ker tudi na socialnih omrežjih doskrat mogoče kakšno kontroverzno stvar vzameš, seveda iz konteksta vzeto, recimo, ne vem, če citiram, smelling salts za powerlifting ne delujejo. Zdaj, če lahko najprej razložiš, kaj so smelling salts, pa pol zakaj recimo to, ker je dosti kontroverzno v svetu powerliftinga. Tu je prva stvar, te stvari, ko so kontroverzne na trecih, vedno se probam izogibati, da vsaj direktno kakšne osebe oziroma točno določene osebe ne izpostavljam. Zato, ker pač vedno, tako si rekel, stvar je vzeta iz konteksta in jo lahko na različne načine interpretiraš, ampak iščem pa take stvari, ko vidim, da 80% populacije mogoče narobe razmišlja v tisti smeri, pa jim lahko potencialno po mojem mnenju škoduje in pol pač take stvari izpostavljam. Naprimer, ena je, tako si rekel, smelling salts, to so v bistvu eni tipi soli, ko v bistvu sproščajo oziroma ti vohaš amonijak. To so itak videli ljudje, ko pač powerlifteri na kakih tekmah, a ne prije, da grejo dvigniti, povoha tam čist malo stran, se že odmika že prej, ker je itak tako močen von, ne. In pol predpostavka je, da naj bi zaradi tistega vonja pol ti lahko dvignil malo več kil na tekmi. Zdaj, raziskave, če gledamo čist objektivne rezultate, se pravi iz raziskav, kjer
pač so rezultati merjeni, pa to pa ni nobenega biasa v tem, je, da smelling salts ni nič kaj boljše od placeba. Ampak še vedno sem mnenja, da če ti bo ena stvar tako je smelling salts, ki jaz ne vem, da bi imela negativne učinke, če ti ne povzroča negativnih učinkov, pa se tebi zdi, da ti pomaga, uporabili smelling salts. Zaradi tega, ker očitno pol placebo naredi dovolj, da se ti počutiš, da lahko več dvigneš. Ampak hočem pa včasih pol izpostaviti zaradi tega, ker pač določeni ljudje pol, ok, kupite zdaj tudi moj izdelek ali pa kupite zdaj točno tudi smelling salts, zaradi tega, ker smelling salts ti bo pomagal za liftanje. To pa pač žal enostavno ni res, pač vsaj po raziskavah pa po prečih se to ne kaže. Ne? Spravi, zakaj pa pol rad take kontroverzne teme? Zato, ker si misliš, da se o tem ne govori dost, pa jih hočeš izpostaviti, to je tvoj Debata hočem, ja. Pač mislim, jaz imam ful rad konstruktivne debate, še posebej imam rad debate, kjer se ljudje z mano ne strinjajo, pa mi hočejo pokazati nasprotno, zaradi tega, ker v prvi vrsti jaz se bom več naučil s tem, ko bom probo tebi dokazati oziroma povedati, da je moj point ta pravi, a ne? Če mi boš pa ti povedal, da imam jaz narobe, pa boš imel dejansko kontraargumente, pa očitno se moram jaz še bolj globoko naučiti, ne, da bom naslednji stvar zastopil. Sam redko kdaj dobim dejansko debato nazaj, ali dobim pač potrditve, kar se velikokrat dogaja. In tudi na potrditve pol jaz napišem, da načeloma ni čistega, da moraš v kontekstu zdaj, čeprav mi ljudje kao se strinjajo z mano. Redko kdaj dobim konstruktivno debato nazaj. Jaz sem te hotel vprašati, kako ljudje to sprejmejo, ali so srečni, ali imaš razne hejterje, oziroma tako bi rekel, take malo bolj žaljive komentarje nazaj, glede na to, da recimo, ne vem kaj že, citiram tvojo objavo, hujšanje ni težko, ki se mi zdi dosti taka kontroverzna, sploh nekdo, ki ima prekomerno telesno težo oziroma je horizontalno ojačan, se ne bolj strinjal s tem, ne? Da se kdaj počuti ljudje užaljeni ali dobiš kdaj kakšen komentar na to? Nisem še dobil prav direktno komentarja, da bi koga pač direktno užalil ali pa da bi pač on se čutil. Po mojem glik zaradi tega, ker ne izpostavljam, zato tudi nisem rekel, ne vem, mogoče za debele ljudi ali pa za preveliko telesno težo. Zato kot tudi, če nimaš prevelike telesne teže, včasih je fajn shujšati zaradi določenih stvari. Ampak čakam, pač da mi bo kdo, mogoče lahko, da je bil kdo že užaljen, no sam mi ne direktno mi pojejo, mogoče ne vem, ali zato, ker ne iščejo pol debate, ali se pač enostavno, ne, on je butast, jaz se ne bom z njim, ne bom več sledil, iščem, pa ne najdem, upam, da bo, no. Ampak vedno pa probujem pojasniti. Trec vzamem naprimer iz konteksta, ampak če pa naredim pol na Instagramu objav glede na trec, ga pa vedno pol pojasnim, kaj s tem mislim. Ampak za nalaž pa dam, tako si prej rekel na začetku, izven konteksta, da bi mogoče začel, da bi me ljudje vprašali, tudi ne vem, človek, ko more mogoče shujšati, da bi me vprašal, zakaj hujšanje ni lahko, meni je težko, mislim, zakaj hujšanje ni težko, meni je ful težko, kaj ni naredim. A veš, to iščem, pač da bi lahko kdo, vpraš me. Kaj pa, ki svalih pre teh, ki zelo rad daš kakšne malo provokativne izjave, kjeri so stereotipi, ki jih ti opažaš na tvojem področju, ki se mislijo ljudje, da so prepričani, da nekaj drži, pa ponavadi ne drži? Ja, velikih je, ampak glede na celo moje področje, ne vem, za hujšanje rabiš izločiti ogljikove hidrate. Za trening, za mišično maso moraš delati trening do odpovedi. Zdaj, če se pri tem ustavi trening do odpovedi, lahko to malo bolj globje razložiš. Zdaj, če govorimo o mišični masi, ker imamo mišično maso, imamo mišično moč, imamo vzdržljivost, se pravi hipertrofija, mišična masa. Se pravi, ja, sploh kaj je hipertrofija, če hočeš mi razpovešati svojo mišično maso. Ja. O tem govorimo. To je hipertrofija, to je v bistvu debeljenje mišičnih vlaken. Zdaj, če si mi mišico predstavljamo, najboljšo predstavo, ko si lahko jo daš, je dejansko špaget. Špagete, ko jih primeš v roke, vsako tist špaget je v bistvu eno vlakno mišice. In pri hipertrofiji na treningu boš ti tista vlakna debelil, zato se poviša volumen mišice. Mi ne delamo več vlaken ali pa več mišice, samo bolj debela so. To je hipertrofija. In zdaj ljudje se predvsem osredotočajo na to, na princip go hard or go home, ne? In zdaj pri hipertrofiji to pomeni, da očitno ti more utež past iz roke. Spet, če damo v kontekst, ja, trening blizu odpovedi načeloma bo povzročil največji potencial za mišične adaptacije, v tem primeru mišično rast. Ampak, če ti ne boš izvajal kvalitetnih ponovitev, oziroma mehanične tenzije, ki bo prišla iz kvalitetnih ponovitev, nima veze, a greš ti do odpovedi, zato ker boš skuril samo svoj centralni živčni sistem in ne boš dal takega stimulusa na mišico. In to je ena izmed večjih napak. Ljudje se osredotočajo samo na to, da peče, pa da gre do odpovedi, medtem ko pa da bi se osredotočil na kvalitetno ponovitev skozi cel range of motion, kjer se dejansko dela hipertrofija. In politak, če treniraš do odpovedi, boš delal polovične ponovitve, zato ker tam lahko dvigneš več kil, pa bolj peče, a ne? Ampak kile pri hipertrofiji niso važne.
Odpoved je v bistvu takrat, ko mišica fizično ne moreš več fizično ne dvigati. more več. In zdaj je tako, včasih je fajn trenirati do odpovedi, samo zaradi tega, da ti vidiš, kje je tvoja meja. Ampak, če bi mogel dati neko čisto priporočilo, ki bo delovalo pri 95% populacije, tudi pri naprednih bodybuilderjih, bi bilo vsak trening, vsako serijo za hipertrofijo se gibaj v razmerju 1 do 3 ponovitve v rezervi. To bi bila boljša, kot pa trening do odpovedi. Sicer je še več kaviatov, kakšne ponovitve izvajati, na kak način, ampak drži se 1 do 3 ponovitve v rezervi pri vsaki seriji, pa boš na dolgi rok več dosegel, kot pa. Je pa več oblik hipertrofije obstaja. Kako misliš več oblik? Več način oblik treninga? Ja, recimo, kako ti delaš serije, pač serije obstajajo nizke ponovitve z visoko težo, pa manjša obremenitev z večjim številom ponovitev. Zdaj je tek. Hipertrofija je dejansko full idiot proof. Pač hipertrofijo je verjetno najlažje natrenirati, zaradi tega, ker se lahko gibaš od 6 pa do 30 ponovitev. Če boš sledil naslednjim stvarem. Prva stvar je, da v vsakem primeru, se pravi, ko si rekel, manj ponovitev, ko boš imel težje, boš mogel iti, več ponovitev, ko boš imel manjša kilaža bo. Je pa bolj pomembno, prvo, da delaš ponovitve v celotnem obsegu giba. Se pravi, ni počep 90, ampak je počep do S-to-gres, kolikor lahko greš. Zdaj, če ga ne moreš narediti, greš pač na drugo napravo, kjer omogočiš, da se mišica kvadricepsa čist raztegne, pa čist pokrči. Se pravi, prva je range of motion. Druga je, tako sem rekel, gibaš se v razmerju 1 do 3 ponovitve v rezervi. Tretja, daš si toliko pauze, da lahko med serijami in med treningi, da lahko slediš prvim dvema. Se pravi, da se gibaš v vsako serijo 1 do 3 ponovitve. In zdaj, če se tebi tekom treninga prvo serijo narediš 15 ponovitev, naslednjo serijo narediš 12 ponovitev, naslednjo serijo 8 ponovitev. Dokler da so bile vse te ponovitve v 1 do 3 v rezervi, si ti zadev stimulus, ko si ga hotel. Se pravi, cilj pa je v bistvu tudi z kompleksnimi, hkrati izolacijskimi vajami, da zadaneš vse mišice v telesu, da jih v bistvu enakomerno razvijaš. Pri hipertrofiji moraš ciljati na specifično mišico. To je ful dobro pravilo. Če čutiš, da pri eni vaji zadaneš večino mišic celotnega telesa oziroma določenega dela telesa, pol veš, da testa vaja ni najboljša za izolacijo mišice. In s testo vaja ne boš naredil glih najboljše hipertrofije, še posebej, če si že malo bolj napredno v treningu hipertrofije. Mi je zanimivo, da tako pol mišic sploh ne veš, da obstajajo. Recimo, kad delaš za triceps, imaš v bistvu več mišic noter in dejansko za vsako različno vajo targetiraš drugo mišico, čeprav čutiš vse naenkrat, tako bi rekel. Najlažje je gledati iz vidika, naprimer, kaj dela triceps. Se pravi, triceps dela ekstenzijo komolca. Zdaj pa najdi vajo, kjer boš delal ekstenzijo komolca. In tam bo, če res nisi nek profi, kjer hočeš zadeti vse glave tricepsa z različnimi vajami, načeloma rabijo tudi profi. Če delajo kvalitetno, tako sem rekel, kar dejansko ne. Naprimer, poznam bodybuilderje, spremljam bodybuilderje, vidim bodybuilderje v fitnessu, ki imajo postavo, ki imajo tudi nagrade iz različnih tekmovanj, ampak njih malo rešuje tudi doping, zato ko pač lahko. Dejansko delajo začetniške napake pri treningu samo zaradi tega, ker jim je pomembna kilaža. Naprimer, oni bi lahko 40% treninga, volumna treninga znižali, zato ker bi delali učinkovit trening bolj, namesto da se 40% bi lahko uporabili za regeneracijo. In to se pri večini pač ljudi dogaja, da niso učinkoviti pri svojem treningu. Ne pri hipertrofiji, ne pri zdržljivosti. Kje pa vidiš največje napake, da niso zdaj, ko se izpostavil bodybuilderje? Kje vidiš, da se največ, recimo v fitnessu, ki itak si tam cele dneve, kje vidiš, da največ napak ljudje naredijo? Ali je to nepravilna izvedba, ali so to nepravilno število serij, ali so to počitki med serijami? Nepravilno izvedba je drugače malo težko definirati, zaradi tega, ker glede na vsak ima svojo optimalno izvedbo, glede na vaje, glede na njegovo konstitucijo, glede na kakorkoli pač. Jaz bi izpostavil range of motion. Zaradi tega, ker za hipertrofijo zdaj lahko rečem že, da vemo. Pač to skoraj nikoli ne rečem, ampak za hipertrofijo lahko rečem, da zdaj že vemo, da človek, ki bo delal eno vajo v celotnem obsegu giba, pa njegov enoječni dvojček, ki bo delal isto vajo, isti set, isti volumen, isto težo v nepopolnem obsegu giba, bo naredil na tej strani manj mišične mase kot ko bo delal v celotnem obsegu giba. Predvsem zaradi tega, ker gonilo za hipertrofijo je mehanična tenzija. Mehanična tenzija se zgodi največja v onem delu giba, kjer je mišica najbolj raztegena. In to vidim in profesionalne bodybuilderje in začetnike, da, tako sem rekel, ali so jim važne kile,
Ali pa važne so in kile, zato ko pač ne vem, a mislijo, da več kil, ko bo dvignil, pač več mišične mase bo naredil, kar niti približno ni res. In pol pač ne more iti v cel range of motion, ne, zaradi tega, ker ne more priti nazaj več v začetno pozicijo, ker ima preveč kil in pol se pač šparajo v range of motion, pa delajo samo polovične ponovitve. To je na primer pri bodybuilderjih, pa preko si rekel za mišično moč. Če delaš z veliko težo, ne boš nujno povečeval mišične mase, boš samo mišično moč. In isto, če delaš hipertrofične ponovitve, ne boš nujno povečeval tudi mišične moči. Ljudje pa vse rečejo, jaz delam trening za moč. A delaš za moč ali delaš za mišično maso? Je razlika. Teda range of motion je izpostavljen prvo. Se pravi, v bistvu bi lahko posplošili to ego lifting. Bi lahko rekli, da preveliko kilaž dviguješ in ne moreš pravilno izvesti vaje. Tako je. In to se posod dogaja. In tudi intenziteta. Ego lifting je lahko v powerliftingu, lahko je v hipertrofiji, lahko je ego lifting iz vidika intenzitete pri crossfitu, ko je važno sam, da imaš puls skozi nad 185, pa da si skozi v rdeči coni, a v bistvu ni. Tam velja isti princip 80-20, sam pač takrat, ko delaš visoko intenziteto, mora biti visoka intenziteta, nizko si moraš pa pustiti za 80%. Povsod se mi zdi, da je ego full ljudi ovira. Mislim, spet smo tle mogoče pritisk socialnih omrežij, in tako čez frendi vidiš, jaz pa benčam, potisk s prsi, ne vem, 100 kil in politek, nekdo, ki ne dela tega vsak teden, probaš, ampak imaš kot prvo nepravilno izvedbo, nepravilno tehniko in pa lahko pride do poškodb. Oziroma pač se ti kaj zgodi. Vse to, pač pol teba poškodba ovira in kaj si pol naredil. Zdaj pa 3 tedne ne boš mogel delati benča in si izpustil 3 tedne samo zaradi tega, ker si mogel dvigniti 100 kil. Mogel si se dokazati pred prijatelji. Že, mislim, sva pokrila kar veliko področja, bi še kaj dodal za na konec. Ja, v bistvu najbolj po moje to, pač, če smo se že danes vrtela o tem, da ljudje začnejo gledati, da oni delajo za sebe, napredek v prehrani, v treningu, v spanju, karkoli delajo za sebe, za svoje telo, za na dolgi rok, ne zaradi tega, da bojo v očeh drugih bolj zgledali. Ker tako smo prej rekla, kaj je boljši zgled. Pač, dokler da so neke stvari, ko so tak subjektivne, merjene, pač deli iz svojega. Deli za sebe, deli za svoje telo, za svoje zdravje, pa boš v bistvu veliko dlje prišel, pa če se po nekih idealih. To po moje. Že, hvala ti za tvoj čas, pa se vidimo.